Podpis sporazuma med ministrstvom in občinami je bil predvsem čustven korak. Zakon, ki bo natančno odrejal odpis dolgov, še ni sprejet. Ko bo to storjeno, se bo občina Sevnica pridružila. Socialno najšibkejši namreč bolj od čustvenih potrebujejo praktične rešitve, te pa so različne od primera do primera in občina vsako leto odpiše določene terjatve, je povedal Ocvirk. Da načrtujemo tudi manjšo bivalno enoto za tiste, ki ne zmorejo plačevanja stanovanj, da imajo še v tej bivalni enoti začasno človeka vredno življenje, da ne odidejo na ulico. Ta nov sporazum o odpisu dolgov ne določa enotnih kriterijev za ravnanje občin do svojih dolžnikov. Gospodarsko šibkejša območja, kjer je manj možnosti za zaslužek, nimajo vplivale na revščino posameznika, ampak tudi na javno zdravje. Sevniška občina je po kazalcih javnega zdravja ogrožena, zato si v zdravstvenem domu že dlje časa prizadevajo zgraditi preventivno ambulanto. Denar je zagotovljen, sprememba prostorskega načrta pa omogoča izdajo gradbenega dovoljenja. V tem podrobnem prostorskem načrtu so opredeljeni dve ureditvi za zdravstveni dom, za potrebe zdravstvenega doma. To je preventivni center in ureditev nujne medicinske pomoči. Poteka izbor za izvajalca za gradnjo preventivnega centra. Graditi bodo začeli v jeseni. S tem bo možnost bolj primerne nastanitve bodočega satelitskega centra nujne medicinske pomoči, ki naj bi bil v Sevnici. Pravilnik sicer še ni dokončen. Vendar ključno je, da se v zdravstvenem domu sprostijo določeni prostori z izgradnjo preventivnega centra za povečanje nujne medicinske pomoči ali satelitskega urgentnega centra, kakršne že bodo državne rešitve na tem področju. Pravilnik o nujni medicinski pomoči naj bi bil po nekaterih informacijah iz zdravstvenih krogov sprejet še ta mesec.